drage avtorice in kolegi, dobrodošli in lepo pozdravljeni na predstavitvi zbornika Spomini še živijo 2. Ta zbornik je plod sodelovanja 7 ljubljanskih domov za starejše. Da se ne bom kaj zmotila, bom kar po abecedi navedla. Bežigrad, Bokalce, Fužine, Kolezija, Šiška, Škofljica in Tabor ter Inštituta za novejšo zgodovino in revije Borec. Kot zanimivost naj povem, da je predstavitev zbornika Spomini še živijo 1, ki je bil plod dela stanovalcev in stanovalk doma Fužine. Luč sveta ugledal pred 2 leti in predstavitev je bila skoraj na današnji dan, 2 leti nazaj, 12. aprila 2024. Nekako upamo, da se bo projekt razvijal naprej in da bomo naslednji zbornik, upamo, da bo plod vseh slovenskih, seveda izbranih, tistih, ki bodo želeli domov za upokojence. Spomini še živijo 3, luč sveta ugledal v petek, 14. aprila 2028. Tako da bi kar začeli, današnje bomo rekli predstavitev druženja, bo razdeljeno na 2 dela. Prvi del bo do neke mere uraden, kjer bojo pozdravi, kratki referati. Drugi del bo potem neformalen, v prijetnem druženju pri zelo dobrem kosilu. Torej, na današnjem tem uradnem delu bomo najprej spoznali nekaj o samem projektu Spomini še živijo, o rezultatu, se pravi zbornikih, 2 za zdaj, tega projekta in pa tudi o tem, kaj to pomeni za slovensko družbo in širše. Zdaj, na začetku bo nekaj 3 nagovori. Najprej bom k besedi povabila namestnika direktorja Arhiva Republike Slovenije, dr. Gregorja Jenuša, in se obenem v imenu vseh nas zahvalila, ker so nam ponudili za današnji dogodek brezplačno v uporabo te lepe prostore pravkar preurejenega, prenovljenega Arhiva Republike Slovenije. Gregor, izvoli, beseda je tvoja. Spoštovane dame in gospodje, dragi kolegice in kolegi, dobro jutro in dobrodošli v Arhivu Republike Slovenije. Hvala Mojce za to pobudo, da vas smemo gostiti. Že danes vam izražam povabilo, da torej aprila 2028 ponovno gostujete v naših prostorih. Veliko veselje nam je namreč, da lahko takšen plemenit projekt podpremo in predvsem, da potem, ko je Arhiv Republike Slovenije 30 let čakal na te čudovite prostore, jih lahko tudi delimo z družbo, ker je to odprt prostor, v katerem se spomini morajo srečevati, tisti živi, kot tudi tisti zapisani v arhivskih dokumentih. Tako da dobrodošli. Dobrodošlico vam izrekam tudi v imenu direktorja Arhiva Republike Slovenije, dr. Andreja Nareda, ki je žal na sestanku, kamor me žal tudi kličejo. Tako da lep dan vam želim, obujete spomine, družite se in seveda vedno znova dobrodošli v Arhivu Republike Slovenije. Tako da najlepša hvala in iskrene čestitke. Sedaj pa k besedi vabim direktorja Inštituta za novejšo zgodovino, dr. Andreja Pančurja. Andrej, lepo pozdravljeni še enkrat v roku 2 let, kot smo slišali od kolegice Mojce, da se lahko ponovno vidimo. Še z moje strani hvala Arhivu Republike Slovenije, da je pomagal organizirati to dogodek, ker drugače logistično bi bilo dosti težje speljati pri nas in je dobro, da inštitucije med seboj tudi na ta način sodelujemo. Po drugi strani mi to pride lepo na misel, kako je, da so se tudi lahko različne inštitucije med seboj dobro povezujejo, naprimer Arhiv Republike Slovenije, ki je varuh naše arhivske dediščine, arhivskih dokumentov, ki pričajo svojo preteklost, Inštitut za novejšo zgodovino, ki ima bogato knjižnico tudi za to obdobje, predvsem pa znanstveno-raziskovalno ekipo, ki interpretira takratne dogodke. In seveda tudi vi, tukaj prisotni, ki ste s temi vašimi pričevanji pomagali, da lažje razumemo percepcijo, ki jo imajo
takratni udeleženci, čeprav v otroških letih, na leta, ki so se dogajala med drugo svetovno vojno in med te grozne dogodke, in nam poskušate na ta način lažje razumeti ta percepcijo in razumeti vsa ta dogajanja, ki so se dogajala. Tako da hvala lepa še z moje strani. Sedaj mi je pa veliko veselje, da nas bo pozdravila tudi direktorica DSO Fužine, gospa Barbara Purkart. Izvolite. Spoštovane in spoštovani. Povprečna starost stanovalk in stanovalcev našega doma in verjetno tudi sodelujočih domov je kar 88 let, na kar smo v našem domu v Fužinah zelo ponosni. Pri nas bivajo tisti, ki so v družbi najbolj dolgoživi in tudi najbolj izkušeni. Dolgoživost pa je že več kot 35 let tudi pomemben indeks, ki meri stopnjo človekovega razvoja. Pri tem indeksu smo v Sloveniji zelo uspešni, le zavedamo se ga ne preveč in tudi cenimo ga manj kot tisti drugi indeks, s katerim vrednost, s tem nas kar naprej seznanjajo politiki in ekonomisti. Začetki življenjske poti generacije, ki je zapisala te zgodbe, segajo v čas druge svetovne vojne in takoj po njej. In veseli me, da smo lahko del teh dragocenih pripovedi, da smo skupaj z inštitutom, z energijo gospe Milošević Arnold, z založbo in z urednico lahko prispevali k tej izdaji. Zahvaljujem se tudi našemu delovnemu terapevtu Matiji Puškariču, ki je spodbudil zbiranje teh zgodb, in vsem socialnim službam in delovnim terapijam po domovih, kjer so sodelovali. 81 let mineva od osvoboditve, upali smo, da bo to zadnja vojna na naših tleh. Tudi s tovrstnimi dogodki želimo vplivati na to, da bi se iz zgodovine naučili več in da bi lahko enkrat zaživeli v miru. Zdaj bomo pa nadaljevali z kratkimi prispevki, referati, pa bomo vsi kar sedeli, zato dovolite. Najprej bi predstavila gospo Vido Milošević Arnold, visokošolsko učiteljico socialnega dela. Čeprav je Vida v pokoju, je zelo aktivna, vključena v različne projekte, nekatere od njih celo vodi. Eden od njih je Spomini še živijo in danes nam bo predstavila potek dela oziroma nastajanje zbornika, ki je pred nami. Vida, izvoli. Lepo pozdravljeni, veseli me, da smo se zbrali in da nekako krstimo tokrat že drugo knjigo iz zbirke Spomini še živijo. Rekla sem zbirke, ker res upam, da bo sledilo številke 2, še številka 3 in mogoče še 4. Zakaj je to pomembno? Pomembno je, ker so v teh zbirkah dejansko zbrane zgodbe ljudi, ki smo vojno še neposredno doživeli. Sicer smo bili takrat otroci, vendar pa so spomini živi še danes in obsegajo različne dogodke iz naše skupne zgodovine. Obarvani so s tem, z našimi čustvi, ki smo jih takrat doživljali in jih nekako še vedno nosimo v sebi. In malo so tudi že predelani z našimi današnjimi možganskimi in preostalimi možganskimi sposobnostmi. Vsekakor mi smo zadnja generacija, ki lahko o vojni priča še v živo. Dejansko mi smo to doživeli. In ker smo to doživeli, nam morajo bralci tudi verjeti, da je bilo dejansko tako, kot smo mi opisali. Prva knjiga je doživela kar lep uspeh. Takrat smo zbrali zgodbe samo stanovalci doma Fužine, bilo je 30 zgodb. V tej drugi pa je sodelovalo, kot je gospa dr. Mojca Šornova povedala,
je sodelovalo 7 ljubljanskih domov. Mi smo se obrnili sicer na vse domove, ampak nekateri nekako niso želeli sodelovati. Tisti, ki so pristali oziroma se organizirali tako, da so pripravili stanovalce in tudi prostor za snemanje zgodb, ti so pa prispevali svoje k tej zbirki oziroma zborniku in se jim lepo zahvaljujem. Snemanje zgodb je potekalo, bi rekla, kar normalno, je pa vedno tako s tistih posnetih, tudi ko je potem napisano to, kar je posneto, je potem še kar veliko dela, da se to spremeni v nekako bralno obliko. In zato smo pač tiste, ki smo urejale ta gradiva, porabile kar veliko energije in časa, ampak bilo je vredno, splačalo se je. In kot sem že rekla, sem zelo vesela, da je to vendarle zagledalo luč sveta in se veselim nadaljnega sodelovanja. Bi se pa iskreno zahvalila vsem domovom ljubljanskim, ki ste sodelovali pri tem, ne bi vas naštevala, posebno tudi socialnim delavkam in delavcem, ki ste to omogočili. Tudi ne bom navajala imen, so pa objavljena v zborniku, tako da lahko vsak vidi, kdo je bil tisti, ki je aktivno nekaj k temu prispeval. Torej še enkrat hvala vsem, hvala seveda tudi inštitutu za nesebično in intenzivno delo na tem, hvala Tanji Velagič iz založbe Sofija oziroma revije Borec in hvala tudi Matiji Puškariču, ki je nam v našem domu od vsega začetka, od prvih idej, da bi nekaj takega delali, stal ob strani in nam nesebično pomagal. Torej, hvala. Naslednji bo spregovoril Matija Puškarič. Matija je diplomirani delovni terapevt, zaposlen je v DSO Fužine in je gonilna sila, kot je Vida že omenila, projekta Spomini še živijo. Je pa tudi avtor naslova. Danes ne bo govoril o knjigi, zborniku, spregovoril bo o projektu kot o prostoru srečevanja. Matija, prosim. Hvala lepa, spoštovani, lepo pozdravljeni. Najprej hvala za povabilo in priložnost, da lahko danes spregovorim. Moram priznati, da sem danes tukaj z malo vznemirjenja, treme, po pravici povedan. Predvsem zato, ker mi projekt Spomini še živijo res veliko pomeni. Skozi ta projekt sem imel priložnost poslušati zgodbe, ki niso bile vedno lahke, so pa bile iskrene, močne in zelo človeške. In zato mi je v čast, da sem danes tukaj in vam bom lahko delil nekaj svojih misli. Naslov mojega prispevka za zbornik je Spomini še živijo kot prostor srečanja. In prav ta misel se mi zdi ključna in me spremlja vse od začetka projekta leta 2022. Kaj pravzaprav pomeni, da je nekaj prostor srečanja? Ne gre za to, da se ljudje fizično srečamo. Gre za srečanje s samim seboj, svojimi spomini, tudi tistimi, ki so bili dolgo potlačeni. Gre za srečanje z vrstniki, s tistimi, ki so doživeli podobne zgodbe, podobne strahove in ki so lahko zares skupaj in se razumejo. In gre za srečanje z mlajšimi generacijami, z mladimi, z otroki, ki te izkušnje nimajo, a jih morajo slišati. Kako se je začelo? Bilo je na enem izmed takšnih srečanj, srečanja kluba Zveze borcev za vrednote NOB, kjer se je rodila ideja za projekt Spomini še živijo. Ko sem kot delovni terapevt v domu starejših občanov Fužine prvič slišal zgodbo Ukradeni otroci, sem v pogovoru s stanovalci začutil močno potrebo, da se o tem težkih temah končno spregovori. Nekateri so svoje zgodbe delili takoj, drugi
so povedali, da jih nosijo v sebi že vse življenje, pa jih nikoli niso zares povedali, niti svojim otrokom. Preko pogovora smo tako začutili ustvarjalen prostor, kjer so ti spomini lahko postali slišani. V delovni terapiji pogosto govorimo o smislu, identiteti, povezanosti in izražanju. In ta projekt je vse to pokazal v praksi. Moja vloga ni bila, da dajem odgovor, ampak da poslušam, spodbujam in soustvarjam varno okolje. Nastala je delovna skupina, ki se je dala ime Uporniki. In res smo to bili, uporniki proti tišini. Prvi korak tega projekta je bila odločitev, da postavimo razstavo panojev z zgodbami naših stanovalcev. Razstava je tako nastala leta 2023 skupaj z brošuro teh zgodb. Pisci zgodb so vojno doživeli kot otroci, a spomini so ostali živi, barviti, podrobni, čustveno zelo močni, še posebej strah. Razstava je zaživela v našem domu in zelo hitro postala prostor srečevanja. Stanovalci so se ob njej ustavljali, brali, se spominjali in delili svoje zgodbe. Šlo je za spontano obliko reminiscenčne terapije, ki ni bila načrtovana kot terapija, a je imela močan terapevtski učinek. Razstavo smo kasneje postavili tudi izven doma, v šolah, v kulturnih domovih, Španski borci, v Zalogu. Tam smo organizirali srečanje z otroki osnovnih šol, Svožin, Sostro, Zalog. In prav ta srečanja so bila nekaj posebnega. Posebej ganljivi so bili tudi odzivi mladih. Veliko jih je povedalo, da o teh zgodbah skoraj nič ne vedo. In prav tukaj vidim enega ključnih pomenov projekta. Povezati generacije in opozoriti, da mir ni samoumeven. Leta 2024 je nato nastal prvi zbornik Spomini še živijo v sodelovanju z Inštitutom za novejšo zgodovino, ki je zajemal zgodbe stanovalcev našega doma. Danes pa smo tukaj, leta 2024, zdaj sem se pa zgubil, to je pa trema, se upravičujem. Danes smo se tukaj srečali ob izdaji drugega zbornika. Ta korak je še posebej pomemben, saj v njem niso več samo zgodbe naših stanovalcev, ampak tudi zgodbe stanovalcev drugih domov. In prav tukaj naslov, prostor srečanja dobi še globlji pomen. Ne gre več samo za srečanje znotraj enega doma, ampak za srečanje med ljudmi, med različnimi zgodbami in širšo skupnostjo. Zato ta projekt zame ni samo nekaj, kar govori o preteklosti, je prostor srečanja, prostor, kjer se srečujejo ljudje, zgodbe in generacije. Kot delovni terapevt in kot človek sem iskreno hvaležen, da sem lahko del te zgodbe. Verjamem, da imajo spomini moč. Moč povezovanja, moč razumevanja in tudi moč življenja. In sporočilo vojne nikoli več. Hvala. Nekaj besed bo knjigi na pot namenila Tanja Velagič, direktorica založbe Sofija in urednica revije Borec. Tanja, izvoli. Hvala. Bi se navezala na Matino, v bistvu ta koncept srečevanja, to je res zelo lep, več kot sam koncept. Najprej bi se zahvalila vsem, ki ste sodelovali pri nastanku tega zbornika. Hvala v imenu celotnega uredništva revije Borec in založbe Sofija. Vedno nam je v veliko veselje in v ponos, ko imamo priložnost povezovati generacije, ljudi tudi v živo, ne le strokovnimi razpravami in teoretskimi deli. Celotno naše delovanje je zasnovano kot prostor srečevanja in povezovanja, prenosa zgodovinskih in življenjskih izkušenj ljudi na naslednje generacije, ne samo kot golo beleženje in arhiviranje spomina, ampak za dejavno premišljevanje, povezovanje teh izkušenj s sedanjimi družbenimi prizadevanji. Ob tem zborniku in ob skorajšnjem prazniku 85. obletnici Osvobodilne fronte in nato splošne ljudske vstaje
Ne vem, ali to sploh še praznujemo v teh današnjih kapitalističnih časih, ko se kar pozablja na vsa zgodovina, na socializma. No, ob tem res velikem jubileju bi rada vodila spomin na še eno knjigo, ki je pred 20 leti spodbudila večje in intenzivnejše obravnavanje položaja otrok v vojni, tematike, ki je bila v zgodovinopisju prepogosto prezrta. Ta knjiga danes širše uokvirja oba zbornika, spomini še živijo, spodbudila pa je tudi večje upoštevanje ustne zgodovine, pomena osebnega doživljanja ljudi. To je knjiga Ilegalčki, tam Vojna Ljubljana 1941-45, mogoče kdo pozna in je celo sodeloval že. Vem, da ne vem, če med nami je Eda Neubauer, ona je tudi sodelovala pri tej knjigi. No, in to je bila recimo knjiga, ki smo jo pred 20 leti delali. In to je bila tudi zadnja publikacija, ki smo jo pripravili z dolgoletno urednico Borca Mileno Štrajnar in s katero sva dokončali delo Ade Krivic in Ane Ziherl, zapuščeno izjemno pogumnih žensk, revolucionark, medvojno aktivistko Osvobodilne fronte, ki sta skupaj s sodelavkami in mnogimi pogumnimi ljudmi vodili otroški sektor Slovenske narodne pomoči, razvejane humanitarne organizacije Narodno-osvobodilnega gibanja. V Ljubljani in njeni okolici je bilo več kot 300 družin vpetih v skrb za ogrožene otroke ilegalcev, partizanov, zapornikov, talcev, internirancev, taboriščnikov, otrok, ki so zaradi teh razmer ostali brez staršev in jim je organizacija priskrbela nove identitete, skrbniške družine, hrano, oblačila, zdravstveno oskrbo. Za to skrb so ljudje tvegali svoje življenje. To je bilo veliko civilno junaštvo. Motor tega humanitarnega delovanja, v katero okupatorju in njegovim sodelavcem ni nikoli uspelo vdreti in ga uničiti, je bila najprej 27-letna Ada Krivic, mama Matevža Krivica Miško, je bil ilegalček, njen sinček. Po njeni aretaciji leta 1942 pa 55-letna Ana Ziherl, poznana kot Mami. Mnogi zaradi konspiracije niso poznali njenega imena vse do konca vojne. V spomin na Ado Krivic in Ano Ziherl, Mileno Štrajnar ter vse ljudi, ki so skrbeli za preživetje in čim bolj normalno življenje ogroženih otrok med vojno, bi rada prebrala par odlomkov iz te knjige, spominov in pričevanj. In sicer spominski zapis Ane Ziherl, ki ga je napisala v 10. obletnici Osvobodilne fronte. Ja, v 10. obletnici Osvobodilne fronte. In ta zapis v originalu hrani prav ta institucija Arhiv Republike Slovenije. Zdaj bom pa prebrala. Še par odlomkov. Ana Ziherl, skrb za otroke v času NOB v Ljubljani. Že med narodno-osvobodilnim bojem je naša Slovenska narodna pomoč, tako se je takrat imenovala Organizacija za socialno skrbstvo, mislila na to, kako bo preskrbela otroke naših hrabrih partizanov, ki so se borili v vrstah narodno-osvobodilnega boja in partizanskih odredov Jugoslavije. Otroke naših borcev, ki so kot ilegalci delali na terenu, otroke internirancev, pozneje pa sirote padlih partizanov, borcev, talcev in umrlih po koncentracijskih taboriščih in drugod. 1. julija 1942 sem prevzela skrb za te otroke. Bilo mi je nemalo tesno pri srcu ob misli na veliko odgovornost, ki si jo s tem nalagam. Njihove mamice so mi zaupale svoje najdražje, ko so odhajale, da se skupno z našimi borci borijo za osvoboditev naše domovine in za uničenje osovraženega fašizma na naših tleh. Kmalu smo vzljubile te otroke, ki so bili za daljšo dobo, nekateri pa tudi za vedno, oropani materinske nege. Čud dolžnosti se mi je hitro spremenil globoko nagnjenje do njih. V začetku sem jih imela samo 15, toda število je naraščalo iz dneva v dan in tekom leta 1943 naraslo na 100, in to od dojenčka do 15-letnih otrok. Moja naloga je bila v prvi vrsti skrbeti za tiste otroke, katerih očetje in matere so opravljali zelo odgovorno delo in jim je pretila večja nevarnost strani okupatorja in njegovih hrabcev. Znano je, da se je okupator večkrat posluževal tudi mučenja nedolžnih otrok, da bi tako izsilil priznanje njihovih staršev, ki so mu padli v roke, ali pa je upal, da se mu bodo na ta način predali, da bi rešili svoje otroke.
Za nekaj otrok so skrbela tudi tista udruženja, katerim sta oče ali mati pripadala, naprimer profesorsko, novinarsko, učiteljsko in podobno, ali pa tudi po liniji krščanskih socialistov ali sokolov. Otroci so se nahajali v varstvu sorodnikov njihovih staršev in so jih večkrat tudi brezplačno oskrbovali. Drugi zopet so bili pri skrbnikih, ki so se za to prostovoljno prijavili, nekaj pa tudi pri poklicnih rejnikih. Celo Onstran Blokan, to misli Onstran Žice, na Ljubljana, Montana z Žico, smo imeli nekaj malčkov, za katere sem skrbela s pomočjo aktivistov, ki so tam stanovali in so prihajali v mesto. Takratna članica Slovenske narodne pomoči, tovarišica Fedija Šturm, je imela nalogo, da je prek terenskih odborov poiskala stanovanja in skrbnike za naše otroke, ki so se morali v mnogih primerih prav tako kot njihovi starši skrivati pred policijo in pred domačimi in tujimi agenti. Dostikrat skrbniki niso niti vedeli, čigavega otroka imajo v skrbi, ker so tudi otroci živeli kot ilegalčki. V takem slučaju smo jih prijavili na Anagrafskem inštitutu policijskega urada pod napačnimi imeni, pod katerimi so jih poznali tudi njihovi skrbniki. Najtežje je bilo takrat, ko je bilo treba otroke kar nenadoma premestiti drugam, a ni bilo vedno takoj stanovanje na razpolago. To se je zgodilo, če je skrbnikom pretila nevarnost aretacij ali če so jih že aretirali. Ta postopek je bil zvezan s precejšnjo zaskrbljenostjo in strahom za otročka, ki je zbegan romal iz roke v roke, dokler se ni zopet za nekaj časa ustalil na drugem mestu. Komaj pa se je malo privadil na novo okolje oziroma ljudi, že je moral ponovno menjati stanovanje. Imeli smo več takih primerov, prav deklic. Bilo je več skrbnikov, ki so bili pripravljeni oskrbovati otroke na lastne stroške, kot njihov prispevek v Osvobodilni fronti. Drugim smo plačevali po njihovem gmotnem položaju, odnosno po njihovi potrebi ali tudi po njihovih zahtevah. Nekateri so se zadovoljili samo s pomočjo v živilih in obleki za otroke. Ves ta denar in vsi ti prispevki, vse to se je stekalo iz prostovoljnih prispevkov ljubljanskega prebivalstva po lirah ali večjih zneskih. Za prehrano otrok smo prek svojih zaupnikov priskrbeli tudi za ilegalne otroke karte za mleko ter živilske karte, ki so jih tiskale ilegalne tiskarne. Nekaj smo jih izročali direktno zanesljivim skrbnikom, da so si sami nabavili živila, največ pa smo jih unovčili sami v določenih specialistov. Poleg tega smo dobivali skladišč Slovenske narodne pomoči živila, kot moko, mast, riž in drugo, včasih tudi krompir in sadje, kar smo v enakih količinah in presledkih delili otrokom na dom. Velik del tega blaga je Osvobodilna fronta nabrala po ljubljanskih hišah, ko je skoraj vsaka družina po žlicah darovala mast, sladkor in drugo. S tako množično aktivnostjo je rasla oziroma se je krepila moč Osvobodilne fronte. Slovenska narodna pomoč je prek terenskih odborov zbirala perilo, obleko in obutev za otroke, ki nam je dostavljala v naša skladišča, kjer smo potem odbirali potrebne stvari za različno starost in spol otroka. Nekatere požrtvovalne tvrdke so nam dale blago, iz katerega so žene s terena z vso ljubeznijo izdelovale oblekice in perilo za naše varovance, včasih pa smo dali blago skrbnikom, da so sami napravili potrebna oblačila. Prav tako so terenske žene ves svoj prosti čas porabili za pletenje jopic, nogavic in drugih pletenin za otroke. Divili smo se iznajdljivosti žena oziroma ličnosti izdelkov, v katere so vložile svojo veliko skrb in ljubezen do naših otrok. Zdaj pa še en tak dogodek. Leta 1943 smo priredile Miklavža in ob tej priliki obdarovali vse otroke s pleteninami, oblekami, čevlji, bomboni, piškoti, zvezki, svinčniki, radirkami, peresi in drugim. To miklavževanje smo pripravili v posebni sobi restauracije Novi svet, ki nam jo je dala na razpolago natakarica Reska. Česar ni slutil nihče v hiši, najmanj pa gospodinja. Naš sektor pa je skrbel tudi za zdravstveno nego otrok. V ta namen smo gojile stike z nekaterimi zdravniki, ki so otroke zdravili brezplačno na domu zdravnika ali na domu otroka. Kjer bi lahko dodala še sanatorij Emono, ki je imel tudi zelo pomembno vlogo za skrb ranjencev, partizanov pa tudi otrok.
Tudi v dečjem domu je bilo pregledanih mnogo otrok in marsikateri je našel tam začasno zavetišče, če ga ni bilo mogoče drugod namestiti. Posebno so nam pomagali zdravniki dr. Robert Neubauer, Tatjana Zalokar, Franta Lis, Anča Tavčar-Kornalinka in drugi. Imeli smo tudi zaščitno sestro, ki je v posebnih primerih pospremila otroke v otroško bolnišnico. To je bila nadvse požrtvovalna tovarišica Vidovec iz Rdeče hiše na Poljanski cesti, ki pa je kmalu po osvoboditvi umrla. Ko ob 10. letnici Osvobodilne fronte obujamo spomine na oskrbo otrok v času narodno-osvobodilnega boja v Ljubljani, se moramo z vso hvaležnostjo spominjati vseh družin in posameznikov, ki so s tako hrabrostjo in požrtvovalnostjo skrbeli za zdravje in življenje naših otrok, jih čuvali in vzgajali. Res je, da smo v večini primerov gledali na to, da so bili skrbniki pripadniki ali simpatizerji Osvobodilne fronte, ki so se zavedali svoje dolžnosti do otroka, svoje odgovornosti do otrokovih staršev in obenem odgovornosti do našega gibanja. Zato lahko rečem, da sem bila lahko v splošnem zadovoljna in da je večina skrbnikov svoje varovančke tako vzljubila, da so se po osvoboditvi težko in le neradi ločili od njih. Potem pa bi rada še, ko obujamo spomine, še njen sklepni del, ne smem pozabiti tudi velike pomoči svojih neutrudnih 3 sodelavk, Minke Sodje, Milene Sušnik in Natalije Ulriha Lavrič. Vsaka je imela svojo določeno področje mesta in na njem vztrajala vse do konca vojne. Z njihovo pomočjo in s čuječnostjo skrbnikov nam je uspelo, da smo z vso konspirativnostjo svojega dela obvarovali naše varovance, da nobeden izmed njih ni bil izdan, niti ni na kak drugačen način padel v roke okupatorjev. To se mi zdi zelo pomembno poudariti, ker ta knjiga je bila tako res, kot sem rekla, izhodišče še za marsikatere druge raziskave, ker se prej sploh niso ukvarjali niti v zgodovinopisju, pa tudi ne v antropologiji, ali pa drugih, ali pa v sociologiji, s tematiko otrok v vojni, ki je bila nekako vedno obrobna tema, verjetno prav zaradi otrok, ker ne bi imeli svojega mišljenja in tako naprej. To knjigo smo tudi delali ogromno let, Ada Krivic in Ana Ziher sta jo delali že pred nami v 50 letih in je bila tako, kot je rekel Matija, podobno, tako osebno smo zbirali zgodbe, to so bile vse na lističih, bila je zapuščina Ade Krivic, ki nam jo je zapustil revij Borec, njen sin. In v bistvu smo morali vse tiste listke urediti v knjige in je bilo podobno delo, tako kot se jaz še spomini v teh naših zbornikih sedanjih. Tako da v bistvu nadaljujemo to pot že kar nekaj desetletij in jo bomo še naprej. Hvala. Hvala. Zdaj nam bo pa Anita Rus, kolegica z inštituta, prebrala zgodbo Nebo nad Mariborom, avtorica pa je želela ostati anonimna. Teda, Anita, izvoli. Nebo nad Mariborom. Pisalo se je leto 1941, bila je huda zima, mraz in veliko snega. Obiskovala sem 1. razred dekliške gimnazije v Mariboru. Nenadoma se je oglasila sirena, nastal je grozen direndaj, prava norišnica. Vsi smo hoteli priti čim prej domov iz šole. Stanovali smo na Teznu, na Cankarjevi ulici, približno 45 minut od šole. Tekla sem celo pot. Ko pa sem se približala domu, sem zagledala veliko ljudi na sosedovi njivi. Ležali so na tleh, ker nismo imeli zaklonišča. Tudi sama sem se ulegla na tla v blato. Izpod oblakov se je slišalo rjovenje. Začutili smo velik pritisk. V zraku sem naštela 27 bombnikov in sicer 9x po 3 formacije. Vsi smo verjeli, da se je začela vojna, da je varneje zunaj kot notri, ker te lahko zasuje. Slišala sem, da me nekdo kliče po imenu, bil je moj oče in odnesel me domov. Doma je bilo toplo. Mama je skuhala krompirjevo juho, pri večerji se o dogodku nismo pogovarjali in smo se pomirili.
Bili smo veseli, da smo živi. Ko je prišel Adolf Hitler v Maribor pogledat porušen most, smo bili v šoli. Naenkrat je profesor rekel, da moramo zapustiti šolo. Zbrali smo se na glavnem trgu, kjer so bile učenke in učenci vseh mariborskih šol, pa tudi članice in člani delavskih organizacij. Bilo nas je zelo veliko. Kaj je Hitler govoril, ne vem, ker nisem znala nemško. Spominjam se le vpitja. V Maribor so dostikrat prišli tudi drugi glavaši. Verjetno so želeli, da bi bil Maribor nemški. V enem izmed poznejših bombardiranj je bila porušena hiša, v kateri smo stanovali. Izgubili smo popolnoma vse, razen oblačil, ki smo jih imeli takrat na sebi. Zatekli smo se k babici, čez čas pa nam je občina priskrbela stanovanje v Hočah. Preleti letal in bombni napadi so se iz meseca v mesec še stopnjevali. Najprej so se dogajali le podnevi, pozneje pa tudi ponoči. Da smo ostali pri življenju, je največ, kar smo si lahko želeli, čeprav smo bili velikokrat lačni. Hrane ni bilo, kuriva ni bilo, obleke ni bilo. Vsega je zmanjkalo, zato so uvedli karte, ki pa so delovale le prva leta. Potem je namreč vsega zmanjkalo. Med vojno je bilo hudo, nimam lepih spominov. Sedaj si bomo pa privoščili malo glasbe. Skupina Spominčice, Sergej Škofljanec, Matej Vodopivec in Luka Lazarevič bodo zaigrali Bela čau. Izvolite. Fante, hvala, bravo za ta odličen debitantski nastop. Zdaj pa vabim k besedi dr. Bojana Godešo. Bojan je znanstveni svetnik na Inštitutu za novejšo zgodovino, ukvarja se s problematiko, tematikami
na temo druge svetovne vojne. Danes bo spregovoril o tem, zakaj se mu zdi naš projekt še posebej pomemben, dragocen za slovensko družbo in širše. Bojan, prosim. Hvala lepa, Mojca, za besedo in pa za predstavitev, pa tudi za povabilo. O projektu in vsebini knjige, ki jo predstavljamo danes, so in še bodo spregovorili drugi. Ob dejstvu, da se v svetu, seveda vključno slovensko družbo, vse bolj izgublja temeljna civilizacijska vrednostna orientacija, so takšni projekti in pričevanja še posebej dragoceni, ne le ker mladim generacijam omogočajo historično avtentičen pogled v čas druge svetovne vojne, ampak pomenijo tudi svojevrsten apel k miru ter pomemben prispevek k utrjevanju sožitja, strpnosti in nasploh demokratičnih vrednot, ki so v sodobnih družbah izpostavljene najrazličnejšim izzivom in celo neposrednemu zanikanju. Dejstvo je, da je zavest o pomenu zmage nad nacifašizmom v drugi svetovni vojni v svetu premalo upoštevana, predstavlja enega od jedrnih problemov, ki neposredno zadeva bistvo današnjih težav, s katerimi se sooča tako Evropska unija kot širša mednarodna, da ne rečem svetovna družba. Zdaj, kje so vzroki za to? Po padcu Berlinskega zidu je bila druga svetovna vojna umaknjena z mesta glavnega dogodka, tedaj je bil opuščen tudi zavezniški konsenz o njenem pomenu. Pri rekonstrukciji sveta po letu 1945 sta bila antifašizem in uporništvo proti nacifašizmu svojo univerzalistično, občecivilizacijsko, moralno-etično dimenzijo integrirana v vizijo zmagovalcev v drugi svetovni vojni pri oblikovanju nove svetovne ureditve kot zgodovinska fenomena, ki sta bistvena in ključna kot temelj za trajno uresničitev temeljnega vodila, ki je takrat prevevalo zmagovalce in je bilo sintetizirano v klicu nikoli več. Leto 1989, ko je padel Berlinski zid, je bilo izrazita simbolna točka. Takrat smo iz bipolarne ureditve šli v smer unipolarne perspektive želja in ambicij. Tedajni zgodovinski zmagovalci, kot so se sami razglasili, so za enega izmed ciljev imeli tudi reinterpretacijo druge svetovne vojne kot enega od temeljev za oblikovanje njihove vizije sveta. Iz takšne percepcije se je pojavil navdih za stališče o koncu zgodovine, potem, ko je Zahod zgodovinsko upravil z dvema totalitarizmoma 20. stoletja. S totalitarno paradigmo zamejen okvir razumevanja preteklosti je odprl tudi prostor za rehabilitacijo idej in konceptov iz 20. in 30. let prejšnjega stoletja, ki so sicer bile zaradi vloge pri vzponu nacizma in nato med drugo svetovno vojno skupaj s Hitlerjevim porazom leta 1945 tudi zavržena kot družbeno nesprejemljive. Začel se je proces radikalne revizije, ki je imela za cilj zgodovinsko rehabilitacijo kolaboracionizma, pa tudi vrste iz nacifašistične ideologije in bližino kontaminiranih zgodovinskih fenomenov in procesov. Hkrati sta bila rezistenca in antifašizem opuščena kot komunističen projekt in torej negativni zgodovinski pojav. V okviru tega idejno-političnega miselnega vzorca je prišlo do sprejete resolucije o evropski zavesti in totalitarizmu v Evropskem parlamentu, ter na tej podlagi tudi razglasitve 23. avgusta 1939 kot Evropskega dneva spomina na žrtve nacizma in stalinizma. To je še vedno zgodovinski okvir, ki ima tako tudi institucionalno potrjen poluradni status znotraj Evropske unije. Slovenija je ena redkih, če ne celo edina država, ki se je z resolucijo zgolj seznanila, je pa parlament implementiral in potrdil. Družbene spremembe, ki so nastale v okviru tega koncepta, so namreč omogočile, da so zagovorniki družbeno-političnih konceptov, to se pravi tistih iz 20. in 30. let, na podlagi sklicevanja na ravno ta globalno prevladujoč model, diskreditiranim ideološkim paradigmam povrnili družbeno legitimnost.
Kot sem že rekel, leta 1945 pa so bili namenjeno mesto na smetišču zgodovine. Tokrat pa so bili ponovno nekako rehabilitirani in v tem smislu tudi umeščeni v nov družbeni koncept kot legitimni. Seveda je vse to omenjeno prevrednotenje značaja druge svetovne vojne in njena marginalizacija močno vplivalo tudi na spremenjeno obravnavo Slovenije in tudi njenega prebivalstva med drugo svetovno vojno. Ta podoba se premešča od podobe naroda, ki je bil med najbolj izpostavljeni nacifašističnemu nasilju, k prikazovanju tedanjih slovenskih akterjev kot pomembnih povzročiteljev nasilja, in to se bolj ali manj posredno, pa tudi neposredno slovenskemu narodu pripisuje slovenski strani genocidnost. Kot vemo, so že študije pokojnega Toneta Ferenca, pa tudi Milana Ževarta predvsem za Štajersko, postavile jasne temeljne, zgodovinske temelje za trditev, ki se rahlo, ima taka neznanstven prizvok, da je bil slovenski narod obsojen na smrt, vendar to drži. Seveda so nastale tudi še kasneje druge študije, ki to potrjujejo. Mimogrede vidim, da je med nami tudi Damjan Goštin, ki je prispeval eno zadnjih takih obsežnih monografij, to se pravi o življenju Slovencev, to se pravi v zaporih. Ampak tukaj bi se bolj oprl na mnenje poljskega juda Rafaela Lemkina. Zdaj, mogoče ga nekateri ne poznajo toliko, ampak to je bil poljski lingvist in pravnik, ki je izumil, da rečem, skoval izraz in tudi pravno utemeljil izraz genocid. Namreč ta kategorija pa drugo svetovno vojno pravni terminologiji ni obstajala. In velja še vedno za osrednjo avtoriteto, ko so po vojni v okviru Združenih narodov uveljavili nove pravne norme za nasilje nacističnega režima, je bil to kot osnova, to se pravi, to so zgodovini, to so zločini proti človečnosti. Vendar je to Lemkin je že leta 1944 napisal to študijo, ki je bila podlaga, in v njej je zapisal, da nacistično nasilje, ki najbolj ustreza njegovi formulaciji, da gre za genocid, uvrstil 4 narode. Bom po vrstnem redu, kot jih je navedel sam Lemkin. Judi, Poljaki, Slovenci in Rusi. Skratka, to so bile najbolj izpostavljene kategorije, ki med drugo svetovno narodi v kategoriji, ki se kasneje uveljavlja kot zločini proti človečnosti. Seveda pa se je iz prevlado novih pogledov po padcu Berlinskega zidu spremenila tudi optika gledanja na drugo svetovno vojno. In v tej novi optiki se je pri zahodnih sosedih v tem smislu celo določili nov državni praznik, to je dan spominja na žrtve Fojb in Eksodusa. Na severu, kjer še danes ni povsem razčiščena dilema, je bila država prva žrtev nacizma ali pa gre njene tedanje prebivalce obravnavati kot najbolj zagrizene privržence nacizma, se je tudi v znanstveni literaturi za izgon nemške manjšine uveljavil izraz genocid. Skratka, v takem kontekstu se seveda tudi, kaj pa se Slovenci sami sabo počnemo s tem. Namreč v Sloveniji se ne zgodi nič takega, kar se ne bi dogajalo tudi okoli nas. Seveda se pa dogaja na specifičen način. In predvsem s tem v zvezi, kar se tiče druge svetovne vojne in njene umestitve v družbeni narativ, je to, kot vemo, vsi zelo aktualno. Današnja situacija je taka, da lahko potrdim, da se je podoba ki se je po letu 1989 v slovenskem prostoru še bolj izkristalizirala v smeri, izkristalizira v smeri izostrene zgodovinske interpretivne deformiranosti. Kakšno je stanje? Skratka, ta koncept totalitarne paradigme, ki se je tudi v slovenski družbi konec 80-ih let prejšnjega stoletja pojavil, najprej je šlo za prizadevanja po uravnoteženi predstavitvi medvojnega
obdobja, ki pa so dejansko kmalu postala izhodišče za tezo o zmagoslavju premaganih. Skratka, da naj bi tisti slovenski protikomunisti, ki so v času vojne izbrali kolaboracijo z okupatorjem kot svojo politično opredelitev, dejansko postali dokončni moralni zmagovalci notranjega, to se pravi druge svetovne vojne, ter da jim je zgodovina dala prav, kot trdijo. Seveda, utemeljevanje takšnih predstav o medvojnem dogajanju na Slovenskem poteka v okviru sintagme brez resnice ni sprave. To je pa v bistvu zgolj eufemizem za schematska, ideološka in pristranska prizadevanja za rehabilitacijo med vojno poraženih s kolaboracijo obremenjenih sil na Slovenskem ter hkratno stigmatizacijo in kriminalizacijo partizanstva. Ravno ujetost v primež totalitarne paradigme je v znatni meri prispevala k temu, da slovensko zgodovinopisje in s tem tudi družbe še ni celovito odgovorilo na temeljne dileme druge svetovne vojne na Slovenskem, tako da to obdobje še nima enoznačne in nedokončne podobe. Sicer pa so sodobne obravnave medvojnega dogajanja na Slovenskem prepričljivo razkrile, da tudi v današnjih razmerah ne obstajajo utemeljeni razlogi za rehabilitacijo s kolaboracijo obremenjenih političnih sil. Izkazalo se je namreč, da interpretacija zagovornikov medvojnega delovanja nasprotnikov partizanstva nima podlage v znanstveno preverljivih dejstvih. Kar se tiče širšega družbenega konteksta, pa lahko zgolj ugotovimo, da takšen pristop, to se pravi tako imenovana spravna prizadevanja pri razčiščevanju medvojne preteklosti nasprotja in ideološke delitve v slovenski družbi le še poglabljajo. Očitno je torej, da se v slovenskem okolju koncept, ki svojo interpretacijo utemeljuje tudi sklicevanje na totalitarno paradigmo, ni izkazal kot ustrezna oblika reševanja problemov s preteklostjo. Problemov namreč ni odpravil, temveč je zgolj ustvaril nove. Hvala lepa. Zdaj pa kot zadnjo vabim k besedi dr. Marto Rendla. Marta je kolegica z Inštituta za novejšo zgodovino, znanstvena sodelavka. Nekaj svojega raziskovalnega časa namenja tudi viktimološkim študijam. Med drugim se ukvarja tudi z vprašanjem smrtnih žrtev med otroci in mladostniki v času druge svetovne vojne in neposredno po njej. In danes nam bo na primeru ene zgodbe problematizirala, bom rekla, neeksplodirana ubojna sredstva. Marta, prosim. Ja, dober dan, lepo pozdravljeni. Tako kot je že Mojca rekla, bom v spomin na otroke in mladoletne, ki vojne niso preživele, med žrtvami druge svetovne vojne predvsem izpostavila mladoletne in pa otroke. Torej tiste, ki so bili v času smrti stari 21 let oziroma manj kot 21 let. Ob tem bom pa opozorila na primeru ene življenjske zgodbe 6-letnega dečka iz leta 1943 na problematiko neeksplodiranih ubojnih sredstev. Namreč, kot bomo videli potem kasneje, prav ta sredstva, se pravi neeksplodirana ubojna sredstva, so med vojno, pa tudi dolgo še po njej, praktično lahko tudi vse do danes, predstavljala vzrok za smrt ali pa trajne poškodbe in posledice. No, zdaj pa, če si pogledamo kar malo statistične podatke. Druga svetovna vojna je terjala več kot 100.000 žrtev, smrtnih žrtev ali 6,7% takratnega prebivalstva. Med njimi je bilo tudi skoraj 6.000 mladoletnih oseb, kar je predstavljalo vsega skupaj skoraj 6% med vsemi žrtvami. Glede na spolno strukturo seveda so prevladovali mladi moški in pa fantje, z 78%, preostanek pa so bile ženske. Če pogledamo starostno strukturo oziroma socialni status, vidimo, da je kar precejšen delež, da je predstavljala med žrtvami še posebej ranljiva skupina, to so bili otroci.
bilo jih je med mladoletnimi žrtvami skoraj četrtina. Potem precejšen dele so tvorili tudi učenci, dijaki in pa vajenci različnih strok, skupaj skoraj petino, in pa delavci različnih strok ter kmečki sinovi in pa posestniške oziroma kmečke hčere. No, na kakšen način pa so mladoletni in otroci najpogosteje izgubljali življenje? Se pravi, 42% mladoletnih žrtev je življenje izgubilo, ali so bili ustreljeni, ali so bili umorjeni, ali pa so bili udeleženi v boju. Namreč starejši mladoletni so se že vključevali v odporniško gibanje, zato ta delež ne preseneča. Sledile so smrti zaradi nesreč, pogosto je šlo za eksplozivna sredstva, in naprej pa so bili naslednji vzroki, se pravi v izgnanstvu in pa v taboriščih. No, če pogledamo otroke, vidimo, da se slika nekoliko po vzroku smrti spremeni. Otroci so najpogosteje umirali v izgnanstvu, teh primerov je bilo več kot četrtina. Sledile so smrti v taboriščih, na tretjem mestu po pogostnosti pa so bile smrti zaradi nesreč, najpogosteje, kot sem že rekla, z eksplozivnimi sredstvi. Namreč šlo je za odvržena in neaktivirana ubojna sredstva, kot so ročne granate, mine, topovski in tankovski projektili in pa razna streliva. No, in ta streliva vsa ta ubojna sredstva so bila pogosto vse do danes, mislim, v velikih primerih vzrok smrti, tudi še kasneje za otroke in tudi ostale. In na enem konkretnem primeru želim to tudi povedati. No, kakšna je bila zgodba dečka takrat, starega 6 let? Se pravi, Jože Zupanc se je rodil leta 1937, se pravi 1937, in je septembra 1943 so ga skupaj s prijatelji pritogovala ta ubojna sredstva, ki jih je njegov starejši brat zbiral. Se pravi, šlo je za bližino Novega mesta. In ko enkrat tega njegovega starejšega brata ni bilo v bližini Čebelnjaka, kjer je te ostanke eksplozivnih sredstev zbiral, sta s prijateljem se jih pač šla ogledati in sta bila zelo radovedna in je prišlo pri tem do nesreče. Namreč prijatelj mu je rekel, kaj če bi ti to skupaj udaril, in seveda je prišlo do eksplozije in tudi težkih telesnih poškodb. Jožetu je, se pravi temu dečku, je otrgalo dlan, odprlo trebušno votlino, izgubil pa je tudi vid. In v teh težkih vojnih razmerah so ga skušali potem seveda spraviti do zdravnika, do bolnice. Ker je bila cesta minirana, je bila ta pot seveda zelo kar nevarna, še dodatno, ampak so ga naložili v voziček za poljske pridelke in so ga odpeljali do Novega mesta, a v prvi poskus, da bi prišli do mesta, ni uspel in so šli ponovno nazaj domov. In ker so pač mogli imeti prepustnico, potem so nekako jim svetovali, da je bilo fino, da neko izvijačo najdejo, in so le dosegli v drugem poskusu bolnišnico in tudi zdravnika. Zdravnik italijanski mu je to vse oskrbel, se pravi dlan prišil in tudi trebuh, za vid pa je rekel, da je izgubljen. Nasploh zdravniško osebje ni imelo velikih upov, da bo preživel, kar se je pokazalo tudi pri tem, da ko je šlo po noči za letalski napad, ga pravzaprav niso umaknili na bolj varno mesto, tako kot ostale paciente, ampak so ga kar pustili in so tudi menili, da je mrtev, in so ga po 4 urah, tako kot je bilo po predpisih, umaknili v mrtvašnico, ampak je potem le nekako prišlo do znakov življenja in so ga oživljali in je vojno preživel.
No, tudi domači niso imeli velikih upov, kako bo njegova pot izgledala, a bo lahko živel polno življenje. Vendar, potem, ko je vstopil v šolo, mama je namreč zvedela, da obstaja posebna institucija za slepe in je leta 1946 vstopil v Zavod za slepo mladino v Ljubljani. In tam se je pokazal kot zelo nadarjen učenec, bil je eden najboljših učencev in se je tudi naučil igrati vrsto inštrumentov. In želel si je postati pravnik, a te želje pač ni mogel si izpolniti, ker je šlo to za velik finančni zalogaj. Postal pa je telefonist in je tako celo življenje pomagal drugim. Ne samo to, njegova pot je res navdihujoča. Postal je tudi nosilec številnih funkcij v organizacijah slepih in slabovidnih. Tako je postal tudi predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in tudi zveze na jugoslovanski ravni. Ne samo to, dosegel je tudi to, bil je eden od ustanoviteljev Zveze društev civilnih invalidov vojn Slovenije leta 1970 in dosegel je tudi, oziroma bil eden izmed borcev, da so izborili zakon, ki je civilne invalide vojne izenačil z vojnimi invalidi. Kasneje je bil tudi ustanovitelj enega podjetja, ki je zaposlovala invalide in tudi ustvarjala zvočne knjige za slepe in slabovidne. No, na primeru njegove zgodbe lahko vidimo, kako trenutek radovednosti lahko zaznamuje celotno življenje. No, s koncem vojne pa seveda nevarnost pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi ni minila, ampak je praktično ostala prisotna vse do danes. Zdaj, če pogledamo tale zemljevid, Slovenija je Slovenija je takole, vidimo, odstranjena in uničena ubojna sredstva v obdobju približno zadnjih 50 let. Je posuta z ostanki iz obeh svetovnih vojn, pa tudi Jugoslovanske ljudske armade in pa tudi iz vojne za samostojno Slovenijo. Praktično pripadniki državne enote za varstvo pred nevarnimi neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi praktično na dnevni ravni odstranjujejo in uničujejo ta sredstva. In v zadnjih 50 letih so jih odstranili več kot 300 000. Tako da bi na tem mestu opozorila na to, da ljudje, ko se sprehajajo in najdejo kaj zelo privlačnega in zanimivega, da se ne dotikajo in tudi ne nosijo domov in ne shranjujejo, ampak obvestijo pristojne službe. Hvala lepa. Marta, hvala za eno besedo pretresljivo. Zdaj pa še enkrat vabim za kateder Anito Rus. Prebrala bo zgodbo profesor Ignacija Bojeta, Bolezen še drugič kot rešiteljica. Bolezen še drugič kot rešiteljica. Ko so Jugoslavijo napadli Nemci 6. ali 7. aprila 1941, me je mama poklicala, ker sem bil pač najstarejši. Rekla mi je, naj grem k Peku Dolinarju na koncu Bokovičeve ulice in kupim toliko tork, koliko mi jih bo dal. Zdaj se jih ne jajno, potem pa mogoče dolgo časa ne bo nič prodala. Ona je preživela prvo svetovno vojno, vedela je tudi vojno. 6. aprila, ko je razpadla Jugoslavija, sem šel na postajo. Vsi vagoni so bili odprti, ljudje so oblekli v različne stvari. Tudi jaz sem vzel en seboj. Domov sem ga pripeljal na kolesu. Ko smo ga odprli, smo videli, da je vseboval sama jajca. Nekaj dni smo samo jajca jedli. Potem sem šel tja še enkrat, čeprav se je mama bala, da bodo streljali. In res so začeli posamezniki streljati v neke sode in ven je začel teči viski.
Tudi jaz sem iz enega vagona potegnil zavoj in ga pripeljal domov. Ko smo ga odprli, je sledilo presenečenje. Same Reithoze, hlače, ampak vojaške. Mama jih je dala odrezati in iz njih smo naredili kratke hlače. Potem so se za bojev ni dalo več dobiti. Bilo je tudi preveč tvegano. Pojavili so se vojaki in razgnali množico. Ob kapitulaciji je bil oče kot rezervist v kasarni v Mostah, v oskrbovalnem skladišču in je domov prinesel cel zaboj konzerv. Med vojno smo jih jedli za praznik. Nekdanji očetov kolega Kristan, direktor Zmaja, nam je sem in tja poslal vrečo riža. To nas je nekako reševalo. Glede preskrbe je bilo zares hudo v letih 1944 in 1945. Takrat smo dobesedno stradali. Jaz sem sicer dobival dodatne živilske karte za bolnike, ker sem imel očesno tuberkulozo. Sem in tja mi je bilo dodeljeno malo mesa. Razdelili smo se ga vsi člani družine. K sreči smo imeli vrt, kjer smo pridelali nekaj solate, graha in fižola. Imeli smo 2 jablani. Nikoli prej nista obrodili, samo med vojno. Pojedli smo toliko jabolk, kot jih nismo ne prej, ne potem nikoli. Anita, hvala. Zdaj pa še enkrat zadnjič vabim inštitutske spominčice.
Dovolite, da se vsem na koncu samo še zahvalim, da ste se udeležili današnje predstavitve. In kot smo slišali v tej zadnji uri druženja, verjetno si marsikdo od nas, če ne celo vsi, želimo, da se projekt nadaljuje in da se srečamo kmalu, petek 14. aprila 28.